Gospod Semolič, protesti bodo ali ne bodo? Kaj se dogaja zdaj z vami, fanti, ki probate zrešiti te plače? Protesti zdaj ne bodo, zdaj bo stavka, ne? Moramo ločiti stavko demonstracije. No, stavko mislim, ja. Ja, to so dve različni zadevi. Torej, stavka bo po vsej verjetnosti 12. Pogajanja tečejo in seveda, dokler pogajanja tečejo, vedno obstoji kanček upanja, da se mi med sabo domenimo, ampak upanje minimalno, to moram reči, realno skoraj da ne verjamem. Koliko je, rečemo, procentualno gledano, koliko je tega upanja? Je to 1%, 1%, recimo, da je 1%, in tudi za ta procent je vredno iti za pogajalsko mizo. Treba pa seveda vedeti, da pa 5. aprila bodo pa demonstracije takrat, ja, vse evropske v Ljubljani, namreč problem plač je v vsej Evropi doma in 5. aprila bodo velike vse evropske demonstracije v Ljubljani, ker bodo prišli delavci in delavke vse Evrope, iz Nemčije, Avstrije, Francije, Luksemburga in demonstracije bodo zaradi tega, ker je 4. in 5. v Ljubljani na Brdu sestanek finančnih ministrov in predstavnikov Evropske centralne banke, bo to v bistvu simbolični pritisk na te gospode, da naj vendarle spremljajo politike, namreč politike, ki zagovarjajo te gospodje, gredo v smeri obvladovanja, zniževanja delavskih plač in v vseh evropskih državah, izvzemno skandinavskih, v bistvu v bruto domačih proizvodih pada delež plač in raste delež dobičkov. To je problem, torej to je v Sloveniji in to je v večini evropskih držav. Zatega, torej 5. aprila res velike delavske demonstracije v Ljubljani. Dajte mi povedati, koliko ljudi lahko stavka zdaj tega 12. marca, če se ne... Torej, mi predvidevamo, da bodo stavke zrele sredine podjetja, v katerih dela približno 200 do 250 tisoč ljudi. Gre za zasebni sektor, ja. To je prvi val, ki mislim napovedati, če to ne bo uspešno, bojo valovi sledili. Povejte mi, kje bojo pa nastanjeni tisti, ki bojo prišli iz cele Evrope v Slovenijo? Bo to kakšen avtokamp, bojo stanovali? Če bo glasovanje. Nastanitev teh ljudi iz Evrope? To, cela Slovenija bo polna. No, se to mi zanimalo. Nekaj logičnih problemov je, ampak naslove so dobili ti naši kolegi iz Evrope direktno iz slovenskih teh organizacij, agencij in se direktno vračajo na te inštitucije, hotelske ustanove, gostinske in si urejajo. Je pa k sreči Slovenija relativno hitro dostopna, kar se tiče Ljubljane, tako da bo nekaj prenočilo tudi v Avstriji in v sosednji Italiji. Bi se lahko šli tak turizem v bodoče? Mislim, z cele Evrope ljudje prihajajo, 250 tisoč ljudi se mi zdi, da lahko pride? Ne. Številka, ki bo pa v Ljubljani, je manjša, namreč treba je žogco vseeno hladiti. Tukaj ni poudarek na številki, seveda jih bo na tisoče. Tukaj je pomembna simbolika, da se bo po ljubljanskih ulicah v protestu združili delavci Slovenije in delavke Italije, Avstrije in tako naprej. To je težišče tega sporočila, ne sami številki, čeprav kot rečeno, bo na tisoče. V tem trenutku še ne moram več koliko. Potem bojo pa sindikalni izleti, pa počitnice. Super. Hvala, gospod Semolič.